Danes je tudi naš praznik, kajti 21. november so Združeni narodi razglasili za Svetovni dan televizije. S tem priznavajo, kakšno moč ima ta medij in da zna spreminjati svet. Letos je osrednja tema dneva televizije zaupanje. Sploh v času, ko lahko vsakdo na spletu objavlja svojo resnico. Bo televizija obstala samo, če bodo ljudje zaupali, da na njej dobijo prave in preverjene informacije. Janez Usenik. Kje ste bili, ko so se pisale zgodbe o zmagah ali ko se je odločalo o prihodnosti? Kjerkoli ste bili, tam smo bili z vami. Televizija je medij, ki vam svet pripelje v dnevno sobo. In vemo, v dnevno sobo spustite le tiste, ki jim zaupate. Letos dan televizije govori prav o tem, da mora ta medij biti vreden zaupanja. Mora preveriti vse informacije, zato ker že je narava dela takšna, da v bistvu ti, če hočeš ustvarjati neko najbolj gledano informativno oddajo, kot jo mi ustvarjamo v Sloveniji, ti morajo ljudje verjeti. Televizijo ustvarjamo ljudje za ljudi, pa naj gre za to, da jih informiramo ali zabavamo. V svetu televizije je zadnje čase zelo pozitiven trend. Ljudje imajo vse bolj radi oddaje, ki nosijo pozitivna sporočila. Pri nas na primer Dan najlepših sanj, pa tudi oddaje kot sta Znan obraz ima svoj glas ali Štartaj Slovenija, ki ljudi spodbujajo, naj odkrijejo svoje talente. Ko dejansko izpostavimo zgodbo nekega navadnega človeka, ki se mogoče težko prebija čez življenje, ampak na odru pa zablesti. In takrat se ljudje dejansko z njim lahko poistovetijo. Včasih slišimo vprašanja, ali bo internet na koncu izpodrinil televizijo. No, v resnici vse kaže, da bo z njim postala še pomembnejša. Vsa vsebina, ki se ustvarja na internetu, posebej tista, ki je najbolj zanimiva za ljudi, je dejansko video vsebina oziroma televizijska vsebina. Pa lahko potem ljudje gledajo takrat, ko njim paše, takrat, ko imajo oni čas. Zato bo v prihodnosti še bolj narejena po meri gledalca in še bolj dobrodošla v vaši dnevni sobi.